prvega k besedi vabim dr. Kozmo Ahačiča, ki je predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Širša javnost ga verjetno zelo dobro pozna kot idejnega očeta portala Fran, kot avtorja pedagoških slovnic, kolumnista, literata in še kaj. Tako da kar vabim k predstavitvi projekta Fran. Franček, pardon. Zanimivo je to, da smo slovaropisci, jezikoslovci praviloma navajeni na takšno delo, da javnosti kažemo bolj ali manj narejene stvari. Sama struktura in razpisna ideja portala Franček pa je bila ravno obratna. Skratka, že od samega začetka nam gledajo pod prste učitelji in tudi zdaj, še preden bomo dali sam portal v javnost, je v resnici že napol javen in tako se da spremljati narejene in pa tudi malo manj narejene stvari. Skratka, dejansko lahko skozi to dobimo vpogled tudi v to, kako nek tak portal nastaja. Tudi zato bom na primer sam pri predstavitvi uporabljal dva različna brskalnika, ker v enem dobro dela nekaj, v drugem pa nekaj drugega. S takšnimi problemi se seveda pri vsakem kompleksnejšem portalu prej ali slej srečaš. Bistvo portala Franček je, da želimo, da bi bil to portal zelo preprost za uporabo. Če pa to želimo, imamo pa v ozadju kar zelo kompleksen sistem, ki potrebuje kar nekaj časa, da ga sploh razumemo. Skratka, imamo povezavo med najrazličnejšimi bazami, ki se potem kažejo v različne vrste izpisih. Pa bi si mogoče kar pogledali, kaj vse nam Franček že nudi ali pa nam še bo. Skratka, najprej imamo tu vstopno stran, v katero lahko vpišemo podobno kot pri Franu besedo, za katero želimo določene informacije. Na primer, če pogledamo besedo beseda. No, in potem se nam že takoj prikažejo različne možnosti, skratka, možnost, kaj pomeni ta beseda, poišči besede s podobnim pomenom, kako pregibam to besedo, kako izgovorim to besedo, kako uporabljajo to besedo v narečjih, od kod izvira ta beseda, od kdaj uporabljamo to besedo in tako naprej. Ne samo to, kot vidimo na desni strani zgoraj in kot nas sam sistem vpraša, če nismo prijavljeni, zdaj smo namreč prijavljeni kot učenec 6. razreda. Skratka, na desni zgoraj lahko preklapljamo med različnimi možnostmi. Od 1. do 5. razreda, potem od 6. do 9. razreda in pa med srednjo šolo. Če torej kliknemo na
na okvirček, kaj pomeni ta beseda. Ne, pa bomo dali zvezek, kar bo lažje. In se premikamo po starostnih skupinah. Vidimo, da najprej dobimo geslo iz tako imenovanega šolskega slovarja, ki ga je prej predstavila že Špela Petric in ki predstavi sam pomen na zelo poenostavljen način. To je dejansko tisti čisto prvi uvod za otroke v to, kaj naj bi slovar pomenil. Naslednja stopnja je 6. do 9. razred, ki pa že predstavlja uvod v uporabo pravih slovarjev. Tu spodaj, na primer, še manjka napis, ki je viden na demo verziji, in sicer je to tale napis, da je ta vpis narejen na podlagi SSKJ-2 in da si ta slovar lahko ogledaš na Franu. Skratka, ko bo nekdo v 6., 7. ali 9. razredu si ogledal najprej poenostavljen prikaz pomena, bo lahko šel pogledat ta pomen še na portal Fran v obliki, kot jo nudi, na primer, čisto pravi slovar. No, in pa potem je še ena stopnja, srednja šola, ki pa predstavlja res zadnji korak do redne uporabe SSKJ. Na najzahtevnejših gimnazijah bodo verjetno to stopnjo kar preskočili in bojo šli v direktno uporabo Frana. Za kakšne druge srednje šole pa bo Franček verjetno čisto aktualen, celo morda celotno srednjo šolo. No, in potem se lahko premikamo po različnih variantah, recimo lahko poiščemo besede s podobnim pomenom, lahko pogledamo, kako se to besedo pregiba, kar je deloma že narejeno, ampak ni še naloženo. Lahko pa pogledamo tudi, kako izgovorimo to besedo. Tu manjka še vizualizacija, in sicer bomo lahko poslušali, kako izgovoriti to besedo človek, recimo tu bo pisalo govori človek, in potem lahko pogledamo, kako izgovori to besedo sintetizator, tu bo pisalo govori robot, recimo Renato, in govori robotinja Nadja. No, in če kliknemo, se nam potem predvaja sama izgovorjava besede. Sinonimi.
to, kar se vmes izpisuje, zanemarite, zato ker je, kot pravim, gre samo za delovno verzijo in tega ne bo v taki obliki. Skratka, če nas zanimajo besede s podobnim pomenom, spet lahko pogledamo, kako se da to predstaviti, naprimer, učencem od 6. do 9. razreda. No, in tu smo pa uporabili neslovarski pristop, skratka, ni še kvalifikatorjev, ampak je pojasnjena sinonimija kar s celimi povedmi. Naprimer, kadar želimo svoj jezik obarvati s čustvi, imajo podoben pomen kot beseda prositi, še besede nadlegovati, prosjačiti, proskati, reči, rotiti, vprašati, zaklinjati. No, in potem imamo spet povezavo do sinonimnega slovarja slovenskega jezika na Franu. Ta stran je namreč spet samo uvod v to, na kak način se pa lahko uporablja sinonimni slovar, ki je seveda za nekega osnovnošolca verjetno v takšni obliki prezapleten. No, kot zelo zanimiv razdelek se je izkazal tudi razdelek, kako uporabljajo to besedo v narečjih. Tu nam namreč Franček najprej pojasni, kako rečejo besedo v celoti, opozori nas tudi na določene zožene pomene, recimo v narečjih se reče najpogosteje nož, ponekod nožič, redko nožek, nožiček, v prekmurskem narečju tudi nožec, v rezijanskem tudi rožič. Če z besedo nož mislimo žepni nož, pa se v narečjih najde najpogosteje nožek, pipec, baritvic in tako naprej. No, in pa kot neka opomba, pa potem sledijo še najrazličnejša opozorila, kaj pomeni to, kakšne so še variante, ponekod, kako se izgovori ta poknjiženi zapis. Nato pa si učenci lahko to pogledajo tudi na zemljevidu in spet lahko si to pogledajo v Slovenskem lingvističnem atlasu, ki je seveda znova ena stopnja več. Tu imamo namreč komentar, karto in gradivo v karti in vse to je za uporabo v osnovni šoli še preveč zapleteno, hkrati pa je to stvar, ki učence, kot opažamo, zdaj, ko malo že dobivamo odzive iz šol, res zelo zanima. Zato smo šli še korak naprej in zdaj moram pa preklopiti na drugi brskalnik. No, in pri koraku naprej
pa smo omogočili, da se lahko učenci tudi posnamejo in povejo, kako pa rečejo določeni besedi v svojem narečju. Recimo, če izberemo besedo koleno, ki jo jaz recimo znam izgovoriti v svojem tržiškem narečju, lahko kliknemo na posnemi se in nam pošlji svoj posnetek in potem vpišemo Tržič, se posnamemo, kolen, predvajamo svoj posnetek, žal zajecljani, ker je na K, ampak ko sem listal po slovenskem lingvističnem atlasu, sem našel skoraj da same besede na zapornike, ne vem zakaj, očitno neka slaba karma. No, potem lahko ta posnetek predvajamo, zdaj bo zraven sicer mikrofonija. No, in ga odpošljemo v bazo vseh posnetkov. Tu lahko povemo še, da smo iz 6. razreda in lahko dodamo še kak komentar. Skratka, če želimo malo nagajati tistim, ki bodo posnetke pregledovali, pač damo lahko tudi neumen komentar. Vendar si tega ne želimo. V redu. Zdaj pa prehajamo spet nazaj na drugi brskalnik. No, vse te naše dejavnosti, v ozadju je narejenega že zelo več, vendar je to tisto, kar vam dejansko lahko pokažem. Skratka, vse te dejavnosti pa se beležijo, če smo prijavljeni v sistem. Franček nam omogoča, da se ga uporablja čisto brez vsake prijave, lahko pa se ga uporablja tudi s prijavo, ki je vidna tule zgoraj. Zdajle smo na primer prijavljeni kot nek učenec. No, in če smo prijavljeni kot učenec, potem se tule spodaj vidi, da brskamo po določenem geslu. Skratka, če na primer doma več sošolcev in sošolk dela isto nalogo, bodo videli, kdo je na računalniku in kaj dela. Če se boš seveda prijavil in če boš to želel. Gre za stvar, ki je neka kombinacija spoznanj iz družbenih omrežij, skratka, da je zelo vzpodbudno, če se ob neki dejavnosti oblikuje neka skupnost. Seveda pa ni dovolj samo to. Če klikamo po frančku, skratka, če iščemo po različnih geslih in pa tudi, če igramo s frančkom povezane besedne igrice, ena od takih, ki jih pripravljamo, je na primer igrica Besedoboj, potem zbiramo tudi rezultate. In rezultati nas lahko
vodijo do določenih nagrad. Najprej vidimo, kako uspešni smo glede na svoj razred, potem lahko vidimo, kako uspešni smo glede na šolo v celoti in lahko vidimo tudi, kako uspešni smo v celotni Sloveniji. Če smo prijavljeni kot učitelj, pa vidimo tudi, kdo od učencev je na primer naredil domačo nalogo in šel na Frančka pogledati kako geslo. Hkrati imamo evidenco tudi za moj razred, za mojo šolo. Bi pa opozoril, da ta celotna stran še ni oblikovana na tak način, kot bo potem na koncu, ker jo moramo še kar precej polikati. No, in pa tule so zaenkrat skrita tudi vsa pravila. Naša želja je, da bi najuspešnejšemu tekmovalci in najuspešnejši šoli, morda najuspešnejšemu razredu, vsako leto na predstavitvi Frana podelili tudi nekakšno nagrado nas slovaropiscev za dobro uporabo slovarjev. Skratka, to je sistem, ki je zgolj dodatek, vendar pa skrbi za to, da preprosto motiviramo tudi najmlajše, da jim bo zanimivo uporabljati sam portal in da se bodo lahko igrali po portalu tudi takrat, ko ne bodo neposredno delali zgolj domače naloge. Zdaj, če gremo naprej. Hkrati pa sta na Frančku še dve povezani spletni strani, in to je spletna stran za učence, kje je kaj v slovnici, in pa spletna stran za učitelje slovenščine, jezikovna svetovalnica. Vse te spletne strani so in bodo med sabo povezane, tako da če boš na primer v razlagi neke besede naletel na besedo samostalnik moškega spola, boš lahko našel vse, kar je povezano s tem na strani, kje je kaj v slovnici, in na strani jezikovna svetovalnica. Skratka, učenci si bodo lahko stvar hitro slovnično umestili, učitelji pa bodo v jezikovni svetovalnici lahko našli odgovor na kako vprašanje, ali pa, kar se bo večkrat zgodilo, kako idejo za kako cvirek med poukom. Zdaj, če si pogledamo najprej stran, kje je kaj v slovnici, ta stran skriva celotno slovensko slovnico na način, da so najprej navedena neka izhodiščna pravila, nato pa še razlaga teh izhodiščnih pravil najprej na ravni osnovne šole. Tu imamo na primer izrezke iz mojih slovnic, kratkoslovnica in pa slovnica na kvadrat. Skratka, tako da se daš že takoj
primerjati in da tudi učitelji dobijo vpogled zelo hiter, kaj je osnovnošolska raven in kaj je srednješolska raven. Spodaj sledijo še pogoste napake iz korpusa šolar, no in pa še spodaj, to pa še ni vidno, bodo pa sledile povezave na različne naloge ali na različne zbirke besed na frančku, na katerih se določena problematika dobro vidi. Tako lahko gremo skozi glasove, skozi naglas, potem na ravni besede zlog, besedotvorje, besedoslovje, pa oblikoslovje, kjer imamo samostalnik z vsemi posamičnimi sklanjatvami. No in recimo na ravni sklanjatev lahko najdemo tako splošen opis sklanjatve, kakor tudi vse sklanjatvene vzorce in vse izjeme. No in spet bo tu spodaj povezava na neke tipične primere slovarskih vnosov iz frančka. Pa pridevnik, zaimek, števnik, glagol, prislov, predlog, veznik, členek, medmet. Na ravni stavka imamo potem besedno zvezo, skladnjo stavka, vse stavčne člene. In to vse spet najprej z nekim splošnim opisom, nato pa z razlago na ravni osnovne šole in pa na ravni srednje šole. Tu določene razlike so in glede na to, da ne učenci, ne učitelji vseh teh razlik zelo dobro ne poznajo, mislim, da bo takšna primerjava tudi obče zelo koristna za nek splošni vtis, kje nekaj v slovnici dejansko sploh je. Zaenkrat je to spet demo verzija, ravnokar se končuje besedilo za jezikovne zvrsti in pa pripravljeno je tudi že besedilo za pravopis. No, na isti način, z enako zgradbo, kakor jo ima, kje je kaj v slovnici, pa seveda lahko spremljamo tudi jezikovno svetovalnico za učitelje. Jezikovna svetovalnica za učitelje, ta vhodna stran še ni oblikovana in tudi zaenkrat do konca novembra vprašanj še ne zbiramo prek sistema, ampak samo s pomočjo elektronske pošte. No, ampak tudi jezikovna svetovalnica za učitelje je urejena na popolnoma enak način, kot kje je kaj v slovnici. Če takole na hitro zamenjamo, lahko to dobro vidimo, skratka gre za enako razvrstitev. In recimo, če nas v oblikoslovju zanima, kje bi pri samostalniku lahko našli kako vprašanje, ki ga sprašujejo učitelji, lahko na primer se spopademo s tem, kaj bo rodilnik množine pri samostalniku zlo. Za učitelja je to neka strokovna informacija, za sam pouk pa
tudi zelo zanimiv in poučen odsvirek, ki nam pove, da se vse besede v vseh sklonih in v vseh številih ne uporabljajo. Da lahko sicer rekonstruiramo določene oblike, ampak da uporaba vseh oblik v praksi pa iz vsebinskih in drugih vzrokov ni samoumevna. No, in ta stvar kar lepo živi, kot vidimo, se vprašanja učiteljev že zdaj, ko imamo vključenih le nekaj šol, kar množijo. Naredili smo pa tudi seveda izbor določenih vsebin iz starih odgovorov jezikovne svetovalnice, splošne jezikovne svetovalnice inštituta, tako da lahko učitelj dejansko na tej strani najde vse, kar si želi. Vidimo pa, da učitelji in učiteljice sprašujejo zelo tehtne stvari, recimo, kako je z besedo s časoma kot stavčnim členom, ali predstavlja prislovno določilo časa in načina. No, in tu spet lahko recimo iz odgovora pokažemo sposobnejšim učenkam in učencem, kako je v jeziku marsikaj odvisno od sobesedila, kakšna so načela, kako ravnamo pri sami stavčni analizi in tako naprej. Vse takšne stvari, bodo tudi dosledno povezane z določenimi poglavji, kje je kaj v slovnici, tako da bo učitelj lahko natančno vedel, pri kateri snovi lahko dobi določene odgovore. Skratka, gre za nek tak večji, obsežnejši sistem. Ob tem pa seveda sodelujemo tudi z učitelji in učiteljicami pri kakih manjših stvareh, kot sem že omenil, se pripravlja igrica, ki se bo imenovala Besedoboj in ki bo vsebovala razne besedne igre. Uspeh na tisti igrici pa se bo odražal tudi na teh skupnih rezultatih. Hkrati za učitelje pa pripravljamo, tukaj gre pa za učitelje v osnovni šoli, nekje okrog 5. razreda, pa pripravljamo tudi možnost za avtomatično izdelovanje na slovarske teme vezanih delovnih listov. Tu lahko na primer napišemo ime delovnega lista, recimo zaposlitev zaradi karantene. Napišemo, prosim, naredite
danes naslednje naloge, ker imam pregled za COVID-19. Dodaj nalogo, recimo izloči vsiljivca po besedni vrsti, število primerov 4 in dodamo nalogo. Dodaj še nalogo, določi slovnično število in dodamo nalogo. Tu so seveda še napake, ker stvar ni javna in ni pregledana. Vidite, da recimo piše dvojna namesto dvojine in tako naprej. Ampak takšnih možnosti za najrazličnejše naloge je veliko, gre za preproste naloge, ki pa v resnici v kateremkoli razredu v osnovni šoli lahko predstavljajo zanimiv izziv. Čakajte. No, in če smo prijavljeni, se nam vsi ti delovni listi tudi shranjujejo. Tako lahko pogledamo različne delovne liste, ki smo jih naredili v preteklosti. No, in skratka, takšne majhne igrarije z besedami so pa nekakšni spremljevalci celotnega dela s portalom Franček. To bi bilo kot nek zelo schematski opis tega, kar delamo vse. Če se vam zdimo vsi, ki smo danes tu z inštituta, nekoliko utrujeni, se lahko tega veselite, kajti na koncu novembra bo na Frančku že marsikaj novega, predvsem pa se bomo prvič tudi odprli javno za vse tiste, ki ne poznajo še trikov, kako na Frančku kaj najti, ker vsega tega, kar sem vam kazal, tudi če pridete na uradno ali na delovno verzijo Frančka, se še ne da najti čisto normalno, kajti iskalniki in vse stvari še niso dobro povezani.